Živijo, dragi moji, na hitro sem vam danes oglašam Kristi Žmahar, ker sem zaključila z enim mojim spletnim tečajem in se je vmes nekaj zgodilo. Par ljudi mi je nekaj izrazil, par mojih tečajnic, in se mi je zdelo nujno potrebno, da se čisto na hitro oglasim, da naredim en krajši nagovor, zaradi tega, ker je zelo pomembno, da slišite sicer tole sporočilo. In sicer me je dejansko malo presenetilo danes to, da mi je resnično kar neki punc rekel, ki so drugače kot že leta in leta pod mojim vodstvom, ogromno delajo na sebi, delajo moje certificirane tečaje in vem, da so ful pridne, ful delajo, ogromno meditirajo in tako naprej. In ravno zato me je presenetilo, zato ker je iz njihove smeri dejansko prišla informacija, in sicer informacija o tem, da so rekle, da imajo občutek, da v tem obdobju ful težko vzpostavijo povezavo z angeli, da zelo težko vzpostavijo, da imajo občutek, da težko vzpostavijo ta duhovni stik, da jim je vedno težje iti v meditacijo ali pa se spraviti, meditirati in tako naprej, ne. Zdaj sama sicer jaz tega v tem obdobju nisem izkusila, čutim sicer, da moram veliko meditirati, da moram biti veliko v stiku sama s sabo, ampak nimam pa težav vzpostaviti tega stika, ne. Zato sem definitivno šla potem preveriti dejansko informacijo z angeli in sem dobila dejansko, če se še komu to dogaja, sem dobila odgovor, da je to zaradi tega, ker se je v zraku skoncentriral v tem obdobju toliko ogromen negativnih teh frekvenc, ker je šibalo toliko negativnih misli, ker je bilo toliko tega močnega čustvenega naboja, včasih že celo agresije in tako naprej. To ne pomeni, da so se angeli umaknili, pomeni pa to, da mnogi ljudje trenutno imajo majčkeno kot odklopljene zaznave za angele in za duhovne energije, ne. Ampak če v bistvu ti nekako odklapljaš to svojo povezavo do teh eteričnih svetov, ki so ti v življenju pomagali in so te pripravili do neke rasti in do točke, kjer si ti boljš, pomeni, da to se dogaja zelo subtilno, potem se vedno bolj priklapljaš na neke druge, nižje frekvence in mogoče sploh tega ne opaziš. Zato sem danes resnično se mogla oglasiti, da vam spregovorim na to temo, da morate na to resnično paziti. Prosim, pazite mi na to. To pomeni, da če imate občutek v tem obdobju, da se ne morate spraviti meditirati, pa upate, da bo to vse skup minilo, pa da bo to boljš, pa da bo v bistvu, ko bo vse skup konc, pač tako stanje, kakor je, da se bo to povrnilo. Naj vam povem, da to ne gre tako. Če te uspejo negativne vibracije potegniti za sabo, je zelo, zelo težko in zelo sizifovo delo potem dejansko dvigati nazaj to povezavo do angelov, te visoke frekvence, to visoko zavedanje. To je zelo težko narediti. To je v bistvu, kakor da bi mogel celo pot prehoditi še enkrat. Tako da resnično vas pozivam, vse tiste, ki se vam to dogaja, da se dajte tega zavedati, zaradi tega, ker nočete, da se vam kar naenkrat en dan kar zmanifestira to v lekcije, preizkušnje, v slabo počutje in tako naprej. Zato, ker niti opazili ne boste, da se zadnji to dogaja. Zato, ker veste, kaj se dogaja. V zuniji je zdaj trenutno občutek, kada je vse tako umirjeno pa mirno, amben ne sme nekaj ful na večje delovati, omejili so nas, v bistvu vse skup je navodilo bodi pri miru in tako naprej, ne. In dejansko je to nek lažen občutek miru. Mi da z Mihajlom se s to pogovarjala, ki je včeraj nekam šel in je rekel, da je zaznal, ko je prišel nazaj pač domov, nekaj je mogel iti pač iskati. In je rekel, da je bilo čutiti ogromno take totalne, agresivne energije na cesti, da je čutil, da se zadnji nekaj kuha. In to je dejansko res. Ta navidezni mir je v bistvu zelo zunanji, medtem ko zadnji ogromno vre. Ljudje marsikaj vre in ta energija, da ne bo eskalirala, da ne bo nekako ven prišla, jo moramo umiriti z duhovnimi tehnikami, z meditacijami in vsemi temi stvarmi, razumete? Zato prosim, ne čakati ničesar. Vsi oni, ki meditirate, ki že delate na sebi
prosim, vrnite se v to. Rabite ponovno začutek, svetlobne frekvence se nikamor niso umaknile, one so še vedno tukaj, oni še vedno delajo z nami, samo moramo paziti, da v bistvu mi ne dobimo občutka, da smo to izgubili, zato da se nezavedno ne začnemo priklapljati na kak bolj negativen pol. Vrnite se nazaj v meditacijo, vrnite se v te povezave, vrnite se v to, da delate na sebe. To bo resnično pomembno. Ko bo vsega skupaj konc takih situacij, v katerih smo, bo zelo odločilno, kdo bo manifestiral in kdo bo v redu. Glede tega, to bomo tisti ljudje, ki bomo zdaj znali prave temelje in prave stopničke narediti. Tako da prosim, ne mi pozabiti. 10 let sem že z vami, upam, da mi že toliko zaupate, da če se z nečim takim oglasim, da vem, zakaj sem se oglasila in da definitivno, če si odprla ta video, da je to zelo pomembno sporočilo zate. Zato tudi v tem trenutku dalje duhovni atelier Potovanje duše sprejel nove odločitve, zaradi tega, ker vidim, da se ne smemo hecati. Mi smo številne naše tečaje, zato ker vemo, da ljudje radi pridejo k nam v to lepo okolje, smo jih vztrajno prestavljali, ampak smo se odločili, da od tega trenutka dalje to ukinemo. To pomeni, da vse selimo, dokler bo treba, selimo na splet. Nobenih tečajev pri nas ne mislimo več prestavljati, zaradi tega, ker vidimo, da nas rabite. To pomeni, da jih bomo izvedli na spletu. Zdaj smo izvedli že par skupin, ki so bile prej v teku, pa jih nismo hoteli prekinjati procesa. Vse nove skupine, ki so bile planirane, vas ne mislimo nikamor predstavljati, vse bomo izvedli na spletu, da se to izvesti kvalitetno. Vam bomo tudi z videi pokazali, kako smo uspeli to kvalitetno narediti, kako nam to v bistvu ratuje. Prilagodili smo se tehnološko, prilagodili smo se vibracijsko, naredili smo posebne iniciacije z angeli, da energije tečejo in enaka kvaliteta, kot se doseže v našem ateljeju, se lahko zdaj doseže doma. Tako da vse naše tečaje, tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, vse bo, če se bo treba, kot kaže, bo treba, se bo preselil na splet. Vse skupine, ki ste že delali z nami, gremo na splet. Mihael bo svoje tečaje bo dal na splet. Tečaj za lightworker, za one, ki hoče svetlobo delati, bo šel na splet. Torej, razreševanje podzavestnih vzorcev, ki je trenutno očitno ful ključno, da se dela na podzavestnih vzorcih, ključno, ki se začenja 10. maja, se seli na splet. Ko v tem trenutku mi to odpiramo, lahko se prijavite vse one skupine, ki ste bile prijavljene v živo, vas bomo preusmerili tja in tokrat vabimo še vse tiste, ki čute, da se vam dogajajo ti podzavestni vzorci, da se vam marsikaj v notranjosti dogaja, vas selimo tja. Poglejte si, zaupite nam, dobite po e-mailu, dobite vse meditacije, dobite domači program in z nami boste delali po spletu v živo boste lahko tudi postavljali vprašanja in tako naprej. Rabimo jih vas strenirati čez to obdobje, zaradi tega, da resnično zagotovimo, da boste prišli ven energijsko, čustveno in drugače nepoškodovani. Enako bo s šolami, manifestacijami, tečaj zen meditacije. Vzpostavili smo dodatno podporo, dodatne skupine, spletne meditacije, obsežne meditacije, za pomiritev skrbi, dvomov in tako naprej. Vse je šlo na splet. Prosim, poglejte si potovanje-duse.si, zaupite nam, toliko let smo že z vami, vemo, kaj se dogaja, znali vas bomo voditi in prosim, ostanite na svoji poti. Hvala, ker nam zaupate, torej potovanje-duse.si, poglejte si spletne programe in ostanite na svetlobni poti. Mi smo z vami, radi vas imamo in se vidimo na spletu.